Pozdravljeni, z vami sem Minka in te dni, tako čutim, se dogajajo kar zanimive zadeve, pač tako intenzivne energije, intenzivno vreme. No, da vidimo, gremo kar preko kart prehodov novo dobo in danes bom brala pozitivna sporočila, pa da vidimo, kam nas ponese. Za tebe, ki tole poslušaš, kaj je ta trenutek pomembno, da slišiš, ozavestiš stvarstvo, kaj sporočaš tele dušici, kaj je potrebno za njen duhovni napredek. Vztrajaj na začrtani poti, angeli ti stojijo ob strani. No, zdaj pa prvo vprašanje. Kolikokrat se obrneš na angele? A se vsak dan obrnete na angele, pa na pomoč od zgoraj? Jaz vam bom brala zraven še iz knjigice Prehod v novo dobo, pa da vidimo 74 karta in govori takole. Včasih hočeš priti hitro do rezultatov, vendar v ozadju delujejo skriti dejavniki, ki jih še ne zaznaš. Ko pridejo temni oblaki, ko obup zakrije prihodnost, se zavedaj, da na tej poti nisi sama. To so samo preizkušnje. Ali zmoreš ohraniti vero? Druga pa je blagoslov. Blagoslavljajte vse, kar si želite, da se izboljša, in blagoslavljajte vse, kar je prav, da odide. Energija blagoslova je tako močna, je kot nežen dež, ki napoji zemljo. Energija blagoslova je, jaz vam kar kurjo pot, ko vam to govorim, ta energija blagoslova je najmočnejša energija, ko mi blagoslavljamo v imenu Kristusove ljubezni. Takrat se zgodi, da enostavno se stvari zgodijo. Leta nazaj, spomnim se, da na nekem predavanju sem učila ljudi o tem, kako pomembno je, da ljudem, ki so intenzivni in ponavljamo v mislih. Blagoslavljam te v imenu Kristusove ljubezni in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. Oziroma takrat sem verjetno rekla, blagoslavljam te v imenu ljubezni in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. No, ena gospa je rekla, jaz rečem kar po domač. Blagoslavljam te z ljubeznijo, po domače povedan, zdaj si dajte sami kurc te gleda. In veste, ni energija blagoslova tista, ki mečeš kamenje v nekoga. Energija blagoslova je samo to, jaz se ne grem več tvoje igre. V redu je. V redu je. Ti se pej to igro, zaletavaj se v steno, v redu je. Vse, česar se lotim, se spreminja v čisto zlato. Vsi, s katerimi prihajam v stik, so deležni blagoslova. Jaz sem boginja, ki vnosi v sebi materinsko srce, polno svetlobe, sočutja, miline in topline. Dovoljujem, da se ta energija zliva na svet okoli mene. Moja energija je nalezljiva, jaz sejem blagoslov. No, zdaj pa naslednja karta. Za tebe sej blagoslov in vnašajo svoje telo mir, vranična čakra. Naj bo tvoj svet miren. Dovoli si občutiti mir. Zadovoljstvo je tvoja izbira. V vsakdanjem življenju lahko najdeš drobna zadovoljstva in v ljudeh lahko najdeš njihove lepe lastnosti. Zavedaj se, da vsak dela najbolje, kar zmore, in tudi ljudje, ki so te razočarani, delajo najbolje, kar so znali in kar znajo. Spet blagoslavljaj jih v imenu Kristusove ljubezni in jim dovoljuj, da odidejo iz tvojega življenja. Sebi dovoli, da greš svojo pot. Zanimivo, ti, ki tole poslušaš, te očitno življenje hoče popeljati mečkan naprej. Hoče ti povedati, da je čas za nek premik, da blagosloviš svoje učitelje, svoje tlačitelje, svoje mučitelje, da sprejmeš lekcijo in da narediš korak naprej. Zdaj pa pojdimo pogledati, kam te pelje življenje. Beseda mi gre skozi mene bolezen. Zanimivo. Pa ne, da te pelje v bolezen, ampak če je na nekem področju tvojega zdravja, da telo že oboleva, samo kaže na to, hej, zbudi se. Če ti že kaže, da se nekaj dogaja, da te duši, da te špika, da imaš miome, karkoli, te že opozarja. Loti se čiščenja čustvene prtljage.
Tega ne potrebuješ več. Tega ne potrebuješ več. Da vidimo. In ja, življenje ti nudi ogledala, projekcija. Projekcija ogledal, se pravi, ena stvar je, to, kar me moti pri drugi osebi, pomeni, da je moja šola. Ker če me ne bi motil, ne bi bilo to v meni. In se vprašam, kaj se jaz učim skozi ta odnos. Lahko, da ima ta druga oseba neko, da obsojam nekaj pri tej drugi osebi. Pa rečem, joj, vsi ljudje, ki so taki, ne maram tega. In to pomeni, da opuščam obsojanje. Vsi ljudje, ki so zahrbtni. In mi ljudje nosi zahrbtne ljudi zaradi tega, da neham obsojati. Ali pa obsojam vse ljudje, ki so nepošteni. Mi nosi ljudi, ki so nepošteni. Ali pa dvolične ljudi, zato da jaz opustim v sebi to lastnost. In tretje ogledalo je pa povezano s tem, da so karmična ogledala. Se pravi, dobimo v svoje življenje nekoga, s katerim imamo zavozlano karmično energijo, to je pa iz nekega drugega življenja, ko je čas, da odpustimo. Spustimo. In čas je, da se postavimo v tišino, v notranji mir. Zanimivo, pogledajte to karto. Ta karta gor je polna luna, pa je jezero, voda, pač noč, mir. Da so tvoje notranje vode mirne. In vse, kar kali tvoje notranje vode, kliče po zdravljenju. Kaj si danes že naredila za to, da si bolj srečna? Dajmo pogledati naprej. Uči se skozi cerkveno moralnost. Kaj je tvoja mama govorila? Kako bi bilo treba? Kaj se spodobi? Kaj se ne spodobi? Kaj predeluješ? Kaj je tisto, kar se ta trenutek dogaja v tvoji družini? Kaj ne moreš sprejeti? Te čiščenje te moralnosti, ki je, to se ne spodobi, to ni v redu. Ali pa recimo greš k maši pa, nisem vredna. Se še trkaš po prsih, nisi vredna. Pač, lejte. Mi moramo sprejeti dejstvo, da smo vredni Božje ljubezni. Mi moramo sprejeti, ali pa čas je, da sprejmemo to dejstvo, da smo ljubljeni otroci stvarstva. Pač življenje nas pelje naprej. In to je notranje vode. Zaziranje vase, notranje vode, umirjati, čustveno stanje, vsakodnevne stvari, iti ven. Dovolj si biti igriv od znotraj. Nehati se primerjati. Glede, to, kar tukaj preko kart berem, za tebe je sporočilo to, da greš v svoje notranje vode. Recimo, vzameš v roke knjigo, Ko imajo duše žur. In začneš takoj na začetku in prebereš. Takoj na začetku, to je stran 36. Vsak od nas je v mladosti občutil kakšno travmo. Ali pa se nam je zgodila kakšna krivica. In recimo otroci, ki so nas puščali ure in ure jokati, razvijamo občutek, da si moramo zaslužiti ljubezen, da se moramo truditi za to, da nas opazijo. In če imate vi to v svoji podzavesti, mogoče preverite z mišičnim testom, če imate katerega od sprožilcev avtoimunih obolenj. Recimo, ta kronični stres oziroma potlačeni stres tudi iz otroštva lahko povzroča, da imate potem v starosti avtoimuno obolenje. Pa ti nimaš pojma, odkot prihaja to, ampak veš, da imaš težave. In avtoimuna obolenja so povezana s kroničnim stresom, ki smo ga doživeli ali v rani mladosti, ali pa ga vlečemo s seboj kot duše. In potem se to na fizičnem nivoju odraža kot kronična utrujenost, razbijanje srca, potenje, driska, glavoboli, bolečine v hrbtenici, suha usta. In na čustveni ravni se to odraža kot napetost, tesnoba, nespečnost, razdražljivost. V bistvu hodite okrog kot tempirana bomba. To pomeni, da imate v sebi shranjen potlačen stres. In to je krasna osnova za razvoj vseh avtoimunih obolenj. Jaz zdaj pripravljam knjigo, ki bo izšla v kratkem,
Se pravi, naslov bo, ko hrana zdravi dušo in telo. Pa ni samo hrana, veste, ko hrana, zelišča zdravijo dušo in telo, ko molitev zdravi dušo in telo. V glavnem, dejstvo je, da ta knjiga je namenjena za vse, ki imate kakršnokoli avtoimuno obolenje, in avtoimuna obolenja so od raka do demence, Alzheimerjeva bolezen, multipla skleroza, vnetje sklepov, težave z dihali, astma, migrene. To je v bistvu so vse bolezni, ki se jih ne nalezete od soseda. Zadaj ni virus, ampak je neko čustvo, ki ga sprošča. In potem vas vodim preko mišičnega testa. V duši nosim potrebo po bolezni. Odgovorna sem za čustva drugih ljudi. In zdaj gremo preveriti z mišičnim testom. Se pravi, praktično naredimo vajo. Odgovorna sem za čustva drugih ljudi. Jaz tega programa nimam, ker vem, da nisem odgovorna za čustva ljudi. Ljudje odreagiramo tako, kot odreagiramo, ampak preveri ti. Moram biti pridna punčka. Nekoč je bila ena gospa na delavnici in ta gospa je bila stara že čez 70 let. Njen podzavestni program je bil, moram biti pridna punčka. In na tej delavnici je ona začela jokati. V smehu se je jokala, ker ni jokala od svojega 10. leta naprej. Dajte pomisliti, 65 let ni zmogla jokati. Je umrla mama, ni jokala. In je prišla na to delavnico in se je sčistil nek pokrov in je začela jokati. Wow. Glejte, potem naprej. Strah me je neodobravanja. Wow, strah me je kritike. Nikomur ni mar zame. Nihče me ne mara. To so podzavestni programi. Potem naprej. Če sem samska, sem nič vredna. Strah me je, da bom osramotila svojo družino. Občutek imam, da sem jaz sramota svoje družine. Ne vem, preverite z mišičnim testom, pa boste videli, kaj vi nosite v svoji duši in začnite čistiti zdravilno molitvijo dekodiranja. Zdaj, kot veste, zdravilna molitev dekodiranja gre na ta način. Se pravi, stvarnik, če je v skladu z božjimi zakoni ljubezni, naj se ščistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s podzavestnim programom, in ustavite to kodo podzavestnega programa. Se pravi, nekaj, kar pogruntate z mišičnim testom. In potem to počistite in potem se zgodi preporod od znotraj. In sploh, če izvajate celo to molitev, druga točka te molitve je, da imamo 4 zdravilna središča. In v ta zdravilna središča usmerjamo energijo. Date roke takole v klunček in jih usmerite na čakro 3. očesa. In ko vi usmerite takole roke v klunček in aktivirate svoje 3. oko, se pospeši energija na vaši hipofizi. Hipofiza je pa glavni aktivator vseh hormonov in nadzorna žleza za celo hormonsko stanje. Ko vi usmerite energijo sem, v ščitnico, ščitnica aktivira delovanje limfe. Pomislite, termostat, to je ščitnica, izražanje, ščitnica, kar naenkrat začnete govoriti. Potem imamo tukaj 2 manjši točki pri ušesih in ko date roke takole, se zgodi, tukaj pri ušesih, da se aktivira energija nadledvičnih žlez. Nadledvične žleze pa nosijo informacijo stresa. In ko vi vnašate mir v vaše nadledvične žleze, se zgodi, da stres na celični ravni izgine, splahni in posledično avtoimuna obolenja začnejo izginjati. No in potem imamo tukaj še naslednje točke, tukaj sence. In ko sem usmerimo energijo, se popravlja epifiza v možganih. Epifiza je pa drobna žleza, ki je velika za grahovo zrno, ampak noter je kristal. In ta kristal aktivira dotok nove energije v naše telo in se v naše telo začne stekati zdravilna božja svetloba, ki nas dejansko od znotraj pomlajuje, zdravi.
To bomo delali tudi v tem online tečaju, ki ga pripravljam, tako da, če vas kliče, da morate nekaj narediti, ja, mogoče je že čas. Delali bomo tudi, čistili bomo zaobljube iz preteklih življenj. Skoraj vedno, ko pride nekdo k meni na svetovanje, pa naj bo to preko Zooma ali pa osebno, vedno pridemo v duši, nosim zaobljubo iz nekega drugega življenja, da se odpovedujem svoji moči. In zdaj, kaj to pomeni? V nekem življenju je tako močno bolelo, da smo bili to, kar mi smo. Da smo dali takrat zaobljubo, da nikdar več ne bom to, kar jaz sem. Da nikdar več ne bom pokazala svojih moči. Da nikdar več ne bom tako trpela. In ko imamo tako zaobljubo, glejte, dokler jo počistimo, ne moramo iti naprej. Ali pa recimo, ljudje, ki ne morejo shujšati, imajo pogosto zaobljubo iz nekega drugega življenja, da nikdar več ne bojo lačni. In oni, ko pridejo do kruha, jejo in enostavno ne morejo nehati, ker je zadaj zaobljuba iz drugega življenja, da ne bojo stradali. Pač, čiščenje podzavestnih vzorcev je tako močna zadeva, tako osvobajajoča. Vam povem, da kdor se loti tega čiščenja podzavesti, se enostavno zgodi, da se v njegovo življenje začne stekati nova energija, novi ljudje, nove priložnosti, da začne napredovati na vseh področjih. Dajmo zdaj še naprej pogledati. Tole dušico kaj čaka v naslednjem obdobju? Kaj je tisto, kar je stvarstvo, kar ti stvarstvo sporoča? Kaj je prav, da veš, da ozavestiš? Imam tukaj 6 kart, pa da vidimo na ključne karte. Za tabo je eno težko obdobje. To težko obdobje je povezano s hudim razočaranjem. Enostavno, teža, ne morem več. Vse si povedala, vse se je popil, vse se je zgodil, enostavno ne moreš več. Mogoče še takrat, ko je polna luna, še dodatno ti meče vse skupaj ven, vsa čustva in že v tebi odmeva, ne gre več na ta način. Ker ti, ki tole poslušaš, si neverjetna kraljica, ženska, ki imaš ustvarjalno energijo, ki veš, kaj hočeš, ki imaš lepoto v sebi, ampak nekako ne upaš pokazati, kdo ti si, ne upaš razprostreti teh, tako je sicer pav, ne upaš pokazati tega, kar si, ampak veš pa v sebi, da si. Imaš prevezo čez oči. Občutiš se ujeto, ampak to je samo navidezna ujetost. Ta ujetost je samo v tvoji glavi. Ti imaš svobodo, ti imaš vse, ampak zadržujejo te strahovi. To, s čimer si povezana, je povezano sigurno s preteklimi življenji, z neko cerkvijo, ko enostavno nisi upala ali pa mogla prositi za pomoč, ali pa celo za obljuba, da boš svojo energijo služila določeni osebi. A boš preverila z mišičnim testom, če imaš iz enega drugega življenja za obljubo, da boš zvesta tej osebi, ker ti ta oseba pomagala v nekem drugem življenju in zdaj v tem življenju, ker ne moreš narediti koraka naprej. In učiš se izražanja. Skozi ta odnos, ki te ta trenutek najbolj šola, se učiš izražanja. Izražanja se učiš, se pravi, nisi še tam. Prihaja pa v tvoje življenje huda ideja. Ena taka super ideja, ki je spet povezana z izražanjem. Mogoče boš celo učila to, kar si se ti naučila, druge ljudi. Ne vem, neka huda ideja prihaja, ampak ta trenutek si neodločena. A bi to ali bi to? A bi to ali bi to? Nekako kolebaš. In ker kolebaš in si razpeta med dvema potema, nekako ne moreš iti naprej. Čakate življenje, čakate tista ladja, da odploveš, čakate veselje, ampak ti kar sediš in razmišljaš, a bi to ali bi to, a bi to ali bi to. Pač. Kako naj ti življenje pomaga, če se ne odločiš? In zdaj tisto, kar ti si, cesarica, obilja, ženska, ki ustvarja,
ki je v ravnovesju, ki ve, kaj hoče. Zato nehaj kolebati. Ja, potrebne so lunine mene, da bojo šle skozi. Ni ta odločitev od danes do jutri, ampak tisto, kamor greš, je povezano s tvojo, veste, ko ti duša poje od sreče. Ko veš, ko v sebi veš, ko imaš to v sebi. Ja, pač eno obdobje, kjer si dotrajana pač dovolj razmetavaš svojo energijo ljudem, ki jo ne cenijo, pač si pridna, delovna, ampak ljudje ne cenijo tega okrog tebe. Ti razmetavaš, tvoja energija in pač tudi finance razmetavaš, ali je pa povezan s tvojo službo, razmetavaš. Delaš, ampak razmetavaš. Zato, ker premalo ceniš. In še enkrat, katera pot je boljša? Jaz bi naredila premik, pa ne vem kam, pa ne vem kako, pa bi, pa ne bi, pa stojiš na enem mestu. Pač eno hudo, težko karmično obdobje se zaključuje. Ampak na star način življenje ne dovoljuje, da greš naprej. Ne moš več iti naprej. Zdaj tisto, kar pa bo, ko se boš odločila, je pa prva stvar družinska sreča. S to odločitvijo boš prinesla v družino čisto novo energijo, čisti preporod. In zdaj poglejte to, dobila si še cesar in cesarica, se pravi čista zemeljska energija. To, kar ti ustvarjaš, je ravnovesje tvojih energij v tebi, moške in ženske plati, ali pa celo partnerstvo, nova ljubezen, ne vem. Na vsakem primeru povezano je s pogumom, povezano je z neko odločitvijo, povezano je s tem, da na star način ne moreš več, ja, pač ne gre, na star način, ti bi še na star način, ampak tvoja duša ne bi. Skrinja zakladov. Čakate ful dober. Zdaj pa pojdimo pogledati, če se ti odločiš, da boš delala na star način, kam boš prišla? Stvarstvo za tole dušico, ki tako močno koleba, a bi se mal tja, a bi to ali bi ono. Kaj sporočaš? Kaj se bo zgodilo, če bo tale dušica vztrajala na star način? Kam jo pelje ta pot? V vsakem primeru le to. Kam jo pelje ta pot? Zanimiv. Ta pot te pelje, zanimiv, iste karte prihajajo ven, sploh ne gre več na star način. Tvoja duša te hoče popeljati naprej. Ti bom pokazala, kaj je prišlo. Ti si ta ženska, ki ima vsega v obilju. Ti si ta ženska, ki ima strast v sebi. Ti si ta ženska, ki ima skrinjo zakladov. Ti si ta ženska, ki si želi družinsko srečo. In tukaj noter na star način ne bo več šlo naprej. Stvari že grejo v to smer, da se bodo razrešile, ti lahko zavlačuješ, ampak na star način te življenje ne podpira več. Tako da, no zdaj pa pogledamo, če pa tale dušica gre naprej, na nov način, lej, sodba. Ne moš nič spremeniti, moš iti naprej. Lahko zavlačuješ, ampak tvoja duša te ne podpira več pri tem, da boš zavlačevala. Enostavno, prišel je čas, da narediš premik naprej. In je pač čas ljubezni, polne, strast. Konec je nekega obdobja, ko si bila puščavnik. Tvoje življenje je, ti si ta, ki si se zdaj učila obvladati energije. Kolo sreče je na tvoji strani. Pač tako, pogumno naprej. Pač na star način ne več. Samo še na novo. Ker te tvoja duša pelje naprej. Ja, še enkrat cesar, novci. Pač, kaj naj ti rečem? Ti misliš, da boš zavlačevala, duša pravi dovolj. In te hoče spraviti naprej in boš šla naprej. Zato počisti svoje zavore, zanke in boš videla, vse v tvojem življenju se bo spremenilo na bolje. Tako da to je sporočilo za danes. Karkoli se ti že dogaja v življenju, je povezano s tem, da razumeš, da tvoja duša v to življenje prišla delati korekcije. Tako kot moja, kot vsakega drugega.
In naša duša nas ne pusti, da capljamo na mestu, naša duša želi napredek. Tako da poslušaj svojo dušo, svojo intuicijo, ker globoko v sebi veš, da si podprta. Samo naprej. Vse dobro ti želim in smo kmalu na liniji.